Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je majčkeno pred 8. Danes pa začenjam snemanje na stopnišču, preko katerega se vsak dan zjutraj podam v fitness. In zakaj? Zato, ker na tem stopnišču je kar precej grafitov in eden od grafitov je tudi tale. Torej, anarhija in mir, grafit za propagiranje anarhije. In sedaj ste se mogoče vprašali, kaj sploh anarhija je. Najbrž, ko slišite to besedo, se vam prikažejo prizori vandalizma, nasilništva, razgrajanja. No in moj bivši sosed, nek fant, je tudi za sebe trdil, da je anarhist. In to svoje prepričanje je izkazoval na zunaj skozi oblačenje v punkerska oblačila, skozi igranje, predvajanje glasne heavy metalske glasbe, s tem, da je stalno izražal jezo, da se je jezil nad stanjem na tem svetu. In potem sem se z njim poskušal pogovarjati, kaj misli, da so vzroki za take razmere na svetu in kako bi se dalo stvari izboljšati, in seveda je vse ostalo samo pri jezi in obupavanju in smiljenju samemu sebi. Torej, anarhija je beseda, za katero imajo ljudje različne definicije, različne pomene. In pri besedah je tako, da je pomembno, da se vsi usklajujemo z enakim pomenom, z enakimi definicijami, in da pogledamo v slovar, kaj dejansko besede pomenijo, zato da se potem lahko na osnovi tega resnično med sabo razumemo in da znamo učinkovito komunicirati. In jaz sem tudi pogledal definicijo besede anarhija, in to je beseda, ki izhaja iz grškega jezika. An pomeni brez, anarhos pa vladanje. Torej, beseda anarhija je brezvladje. Je stanje, ko ni nobenega vladarja. In polarna beseda, druga skrajnost anarhije, je pa monarhija. Monarhija pa pomeni vladavina enega človeka, ene osebe ali enega sistema. Torej, če pogledamo razmere na svetu, vidimo, da večinoma je tako, da nam vladajo neki zakoni, da nam vlada neka elita, neki izvoljeni politični predstavniki, ali je dejansko monarhija v tem smislu, da državljanom vlada monarh ali kralj. In zdaj vprašanje je, kaj je bolje, kakšen sistem je najboljši, kako lahko naredimo na tem svetu nek sistem, da je najboljši za vse, kako se lahko na tem svetu vzpostavi stanje, da bomo vsi tukaj zadovoljni, srečni, da bomo vsi živeli v izobilju. No, potrebno se zavedati, da na tem svetu si vsi delimo eno samo fizično realnost. Da imamo enotne naravne vire in vsak od nas, vsak posameznik ima določene temeljne
potrebe po hrani, po zavetju, po družbi, po izobrazbi. In če hočemo na tem svetu te osebne potrebe zadovoljiti, je potrebno vzpostaviti nek družbeni dogovor, da si vse te naravne vire, izdelke in storitve enakovredno, pravično, pošteno delimo med sabo. In seveda, če hočemo priti do takega medsebojnega dogovora, pomeni, da mora vsak posameznik postati zaveden tega dejstva, se zavedati in pristati na tako obnašanje. Torej, potreben je sporazum, kjer se vsak posameznik odloči za to, da bo sočustvoval, da bo deloval na osnovi empatije drugih ljudi, drugih živih bitij in da se bo odpovedal svojemu egoizmu, svoji sebičnosti. In to pomeni, da je najprej treba stopiti na pot preseganja svoje ozkoglednosti, briganja samega sebe, samo za sebe. In to je seveda proces. Kajti tisto, kar vsakemu od nas vlada, je naš so naši miselni in vedenjski vzorci. Mogoče je oseba, ki je narisala tisti grafit Anarhija, mislila, da je osvobojena, svobodna oseba, ki se sama odloča, kaj bo počela, kako bo počela, in s tem, da piše grafite in posluša glasno glasbo in obupuje in se jezi nad tem svetom, da je postala gospodar samega sebe. Ampak, če hočeš prevzeti odgovornost za svojim življenjem, pomeni prevzeti odgovornost nad celotnim svetom. Zavedati se svojega lastnega vplivanja na ta svet, kako smo mi med sabo povezani, soodvisni in se v skladu s tem zavedanjem tudi obnašati. Tiste osebe, ki se pa brigajo samo za sebe, ki hočejo samo pobegniti stran od te realnosti in samo uživati, brez da bi prispevala k skupnosti, k skupnemu blagostanju, take osebe so pa egoistične. Se pa ne zavedajo, kaj je sploh potrebno, da pridemo do sistema, kjer bomo vsi vladali samemu sebi, oziroma na osnovi direktne demokracije. Zato vabim vse tiste, ki jih zanima ideja anarhije, ki niso navdušeni nad idejo monarhije in vladanja iz strani neke elite ali neke posamezne osebe, da se nam pridružijo v postopku osvobajanja od egoizma preko spletnega tečaja Destiny iProcess, ki ima uvodni brezplačni modul, da vsak spozna, kako deluje in potem, da se nam pridruži pri mirnem političnem načrtu ustvarjanja sistema, ki bo brezpogojno poskrbel za socialno varnost, za eksistenčno varnost, za vse temeljne potrebe vseh ljudi in tudi živali in rastlin na tem svetu. Vabljeni torej, da se pogledate povezave pod tem videoposnetkom in se slišimo prihodnjič. Nasvidenje.